da imajo vsi equal, torej enake Prehodi možnosti. med razredi, ja. Ja, prehodi med razredi, točno to, ne. Kako Niso je samo ta bogati. nek koeficient je? Ja. Koliko easy je, Ne, koliko je easy, to pa ne vem. koliko je easy prehoditi iz enega razreda v Ta drugega. koeficient, To moraš imeti zelo nizek, recimo v moraš omogočiti. Ameriki že od 70 let je stagnira praktično. Ne? Ja. Moj celi point je, katerikoli sistem bomo imeli, če ga bomo do ekstrema peljali, ne bo kul. In moramo najti neke načine, da veš, da ga enostavno brzdamo. Ne? In tudi kapitalizem boljše deluje tam, kjer ni vse prepuščeno, ampak imamo neke vzvode, družbene vzvode. No? In karkoli bo naprej, bo po mojem šlo v to smer, podobno. Ampak tudi potem bomo imeli spet, tako kot imamo, ko smo se prej pogovarjali o teh zadevah, bomo tudi isto peljali do ekstrema, pa bomo nekaj drugega morali najti. Ne? Ja, tukaj recimo, spet težko reči, kaj bi spremenil, ampak dajmo recimo vzpostaviti en del argumenta, ki se podaja kot potencialna sprememba v pravo smer kapitalizma. Ne? In to je recimo ta univerzalni temeljni dohodek. Ne? Recimo, če tukaj jaz gledam, kaj to zdaj naj bi bilo, oziroma kaj je danes, se gre za to, da se vzpostavi neka podpora, da v bistvu lahko vsak nekako dokaj v bistvu človeku dostojno živi. A ne? Recimo, ne? In to je definitivno, se mi zdi, ena prava smer. Ne? Kako se to razporedi, to je druga stvar. Jaz mislim, da se velika večina ljudi bo strinjala, če greš ti po mestu, pa ti vidiš brezposelne, v bistvu klošarje, ljudje na ulici, to ni nobemu prijetno. Se pravi, nekaj je s tem sistemom narobe in se ne rabimo pogovarjati, a je to narobe, ampak mogoče je nekaj bolj zaradi tega in potem, ko je to bolj zaradi tega, to v bistvu prekosi to, kar je narobe, se pravi, v bistvu to je čez good date, kako je. To se ne rabimo pogovarjati. Jaz mislim, da je to jasno. Ne? To je tako, kot prne smrdija, ne? Logično. Se pravi, nekaj je v bistvu narobe tukaj. Ne? Kako pa v bistvu, zakaj je pa do tega prišlo, ne? Je pa zadeva, ki je kompleksna in niso vzvodi isti v vsaki državi. Ne? Recimo, kaj dela Skandinavija, to ne pomeni, da bo ta approach pasu in bil efektiven v vsaki drugi državi. Ne? Se pravi, tukaj se mi zdi, da je nekako tudi od države do države odvisno, recimo tipičen primer, ki ga malo bolj poznam, recimo je Švica. Švica ima visoko kvaliteto življenja, bomo rekli temu. Zakaj ima tako kvaliteto življenja? A lahko karakteristike, ki so Švici to dali, izvozimo. To se desetletja nabere, se stoletja nabera. Ne? Se pravi, tukaj noter je v bistvu je problem res večplasten in skoraj se ga more segmentirati po kosih, ker če ne, v bistvu res prevelik. No? Ja, vedno, ko pride do takih debat, pa to sva midva imela prek Facebook Messengerja, je, da se nazaj v sebe obrneš. Ker, če pogledaš naš sistem, ne, mi smo te nodi. Kako se reče node po slovensko? Mislim, da lahko tudi člen rečeš. A? Ja, neke pikce smo in to je mreža, ne, in vse je povezan z vsem. Ne. In zdaj, če se mi ukvarjamo s to celo mrežo, kot ta mali node, ne, bo zelo težko kam prišel. To je moje mnenje. Ne. Zato jaz ne bi v tej današnji dobi, da razfukamo parlament. Ne. Zdaj, da se obrnem nase, ne, rečeš tako, ne, kaj lahko jaz naredim, da bo družba boljša? Ne? Ker to, veliko ljudi to ne motivira, ne? Kar rečeš, pa pomagi gospe nest vrečke iz trgovine, pa pomagi to. Ne? Mislijo, ti si, Klemen, ti spiš, moramo iti na ulice in moramo razfukati vse. Ne? Ampak jaz mislim, da se tukaj nekaj drugega zgodi, ne? Ker če ti živiš takšno življenje, ne? Si ti tudi vzor mogoče komu. Ne? In ta node vpliva na en drug node. In ta node vpliva. In ti narediš maksimalno impact tako. Kakor če imaš zablodo, gremo spremeniti sistem ali pa reševati sistem. Ne? Če se pa že o tem pogovarjamo, pa jaz mislim, da ja, davke na kapital je treba dvigati. Ne? A veš, avtomatizacija, ljudje bojo imeli v lasti robote, Amazon bo imel enega zaposlenega, ki bo
Jeff Bezos. Če čutim neko nestrinjanje tukaj, da vidimo. No, Amazon bo imel enega zaposlenega in to bo Jeff Bezos, ki bo tipko na AI, ki bo vse to operiral. In kaj, plačeval bo kva? Ne bo plačal nobene plače, davko bo pa dal kaj, 200. To ne bo šlo, ne? Tako da je to mislim, ne? Treba bo obdavčiti kapital, ne? Pa to avtomatizacijo, pa robote, pa vse to. In s tem boš dobil cash za delanje socialnih stvari, kakor je te, če so alkoholiki, če so klošari, jih daš noter, a veš, kle lahko začneš delati pol neke spremembe. Ne? Celi smisel davka je prerazporeditev bogatstva, ne? Da lahko glih dosežemo to socialnost, oziroma da pač smo vsi na nekih istih, imamo iste priložnosti, ampak da smo prišli spet drugi ekstremne, kjer kot tisti, ki ima največ denarja, ima največ vpliva in potem vplivajo na to davčno politiko. Kar povej. Ajde. Ampak se ne bom na te davke obrnil, ker to je spet neka nova luknja. To je tvoje področje? Ne, to ni moje področje. V Švici živite. Ampak rekel bi, da se mi zdi, da to je low hanging fruit, ki ne bo obrodil sadov. Ampak kaj bi dal tukaj, bi dal to, ne? Da se ti zdi možen sistem, kjer bo vsak delal nekaj, produciral nekaj, ki bo koristno za nekoga. Čeprav mogoče ne bo zadosti plačen za to delo, ampak bo en rekel, ful dobro, da to delaš, to mi je v bistvu, to je dobro za družbo, da bo dobil nek pozitiven feedback. Če bo to plačano iz strani marketa, ali pa iz strani razporejevanja, ali pa iz strani nekih socialnih prispevkov, to je drugotnega pomena. A se ti zdi možno, kaj preprečuje, da bi vsak nekaj koristnega za družbo delal? V bistvu. To je nek konkreten primer, ker nisem pripričan, da čisto razumem. Se pravi, te ljudje, recimo, ki danes mogoče ne zaslužijo za dost, oni očitno, market reče, tvoje delo ni dost koristno, ne bomo ti plačali za dost za neko kvalitetno življenje, recimo. In minimalno plačo, ki je nasilno. In število ljudi, ki ni zadosti plačanih za kvalitetno življenje, se v nekaterih državah v bistvu ne zmanjšuje, bomo rekli temu, v bistvu skoraj povečuje. Število, in to je pač en problem, ne? Se pravi, ni dosti denarja, pa mogoče nekateri od teh delajo super stvari, samo niso dosti plačani. Možno. Druga stvar je pa, da delo samo, ki ga folk uporablja, ker delo je neka aktualizacija tvojega refleksije, ti si koristen. In to je dokaj univerzalen, bi rekel, potreba. Ne? Ti se moraš počutiti koristnega, kako to pogledaš. Ne? Se pravi, ta zadeva ima pa nek spekter ljudi, ki se mogoče povečuje z avtomatizacijo, ki dejansko sami pri sebi vejo, da delajo stvari, ki v bistvu so brezkoristne, čeprav so mogoče plačani. Ne? In zdaj tukaj pogledaš stvari, eni dobijo dosti denarja, eni se ne počutijo koristne, eni so oboje. Vse je problem. Ne? In kaj se mora spremeniti nekako v sistemu, da bi mogoče več ljudi se lahko počutili koristne, ali pa da bi več ljudi mogoče lahko postali osnovno plačan. Ne? Se pravi, tukaj je debata, se mi zdi, mečken mogoče tragična je, da vseh stvari ne moramo popraviti. Ne. Ene stvari lahko, vseh pa ne. Se pravi, s čim bomo kaj popravili? Ne. Z davki lahko popravimo, da je nekako vsak normalno recimo plačan. Se pravi, imamo en cap in rečemo, to je minimum. Koristnost tvojega dela je veliko težja. Ne. Je veliko težji od države pričakovati neko pomoč, da bo naredila več koristnih del. Ne. In zdaj ta razvoj družbe, a gre v smer, da je vedno več nekih zanimivih koristnih del, ali je razvoj družbe tako hiter, da v bistvu koristna dela izvzema, jih pa ne replasira z novimi koristnimi deli. Ali pa se ljudje ne morajo naučiti. Odličen point, odličen. Mislim, to je po moje srčika tega, the point, problema tega sistema. To, kar si te povedal.